Z nami je DJ Boris, ki je ves čas obratovanja zimskega drsališča na glavnem trgu skrbel za glasbo. Kakšni so občutki, si zadovoljen, kakšno muziko je vrtu? Ja, zadovoljen sem zlasti z obiskom, ker pač obisk je bil kar presenetljivo dosti velik. Glasba se je pač vrtela, kar se popa tiče, tudi razen rock, sam bolj vizija. Tako, kar je popularno, rečem. Pa so bile tudi kakšne posebne želje, so prišli tudi k te, pa rekli, da je nam to pa to za vrt? Ja, v bistvu to, kakšni otroci, ko pridejo, tako, ko pridejo drsat, pač pridejo za kakšne te otroške glasbene želje, pač postrešamo. Drugače pa ti tudi ukvarjaš s tem, z DJ-stvom oziroma z vrtenjem glasbe? V bistvu z DJ-stvom ne tako profesionalno, ampak bolj s hip-hopom, jaz pa in prijatelj pač imamo svoj projekt, tako da pač delamo v tej smeri, hočemo ostati v glasbi. Pa naslednje leto boš tudi tukaj, ali je to odvisno od izbora? Ja, upam, da bom. Mene veseli delati, tako da upamo, da bom. Po moje, da bom. Evo, hvala. Z nami je dr. Andreja Eržen. Kako ste zadovoljni z letošnjim obiskom na drsališču in kakšno je bil ta obisk v primerjavi z lanskim letom? Z obiskom na drsališču smo izredno zadovoljni, kajti pokazalo se je, da se je drsališče prijelo, Kamničani so ga sprejeli za svoje. Začetek je bil malce slab, predvsem zaradi vremena, vemo, da živalo je kar dobro 2 tedna, ampak potem, ko se je vreme malce izboljšalo oziroma ko je pritisnil mraz, je bil obisk izreden. Mi smo spremljali, odkot so ljudje prihajali, ne samo iz Kamnika, ampak tudi iz okolice, bližnje in daljne. Hodili so k nam tako iz Kranja, Škofje Loke in Ljubljane, seveda Domžale, tako da je bil obisk izredno dober, tako tudi in pred novim letom, tako tudi po novem letu, ko smo v bistvu pričakovali upad obiskovalcev, kajti to je na podlagi lanske izkušnje tudi sedaj, tako da smo izredno zadovoljni lahko. Pa boste to z decembra spet postavili? Ja, zagotovo drsališče sedaj naše, vemo, občina Kamnik ga je kupila in načrtujemo, da bi tako kot lani tudi letos drsališče postavili oziroma odprli na prvo adventno nedeljo, to je konec novembra, tako da vsi Kamničani seveda lahko pričakujejo drsališče ob koncu leta in pa ki bo tudi letos večje za 2 metra. No super, ker je bilo tudi že zdaj veliko želja, da bi se nekoliko razširilo to drsališče. Ja, zdaj videli smo letos, da je to zanimanje izredno veliko, tako da bo to zagotovo dobrodošlo. Mislim, da bi bilo narobe, če ga letos tega drsališča ne bi bilo, kajti lani, ko je bilo postavljeno prvič, se je pokazalo, da je obisk zelo velik. Drsalci, Kamničani in tudi drugi so pričakovali to drsališče in zato smo se tudi v občinski upravi odločili, da smo drsališče kupili, kajti cena najema je bila precej visoka, torej v prihodnjih letih bomo seveda to investicijo odplačevali namesto najemnine, kot se reče, potem pa drsališče naše. Pomembno je, da smo zdaj s to firmo, ki je dobavila to drsališče, tudi dogovorili za servisiranje, postavljanje in tudi skladiščenje preko leta. Letos je pokazalo, da so predvsem nekateri deževni dnevi in predvsem zelo mrzli, nenavadno mrzli zimski dnevi privabili nekoliko manj drsalcev, ampak ob tistih pravih sobotah in nedeljah, ko je bilo tudi vreme primerno, pa je bil obisk res enkraten. Pomembno je, da je drsališče postavljeno zagotovo sredi mesta, ki pomeni oživitev mesta, pa ne samo za drsalce, ampak da se tudi, kot rečemo, neprestano nekaj dogaja. Tudi starejši so prihajali ne samo z otroki, ampak so tudi sami prihajali na to točko, kjer so srečali prijatelje, znance, konec koncev tudi nove ljudi. Celo z Ljubljane so bili tu drsalci, tako da pomeni, da je projekt drsališče zagotovo uspelo in da na nek način je to ideja, ki se je rodila že davna leta nazaj, uresničljiva in bila tudi uresničena. Mislim pa, da je prav, da smo se odločili, da drsališče ne bo postavljeno še v februarju, tako kot lansko leto, kajti ugotovili smo, da predvsem v februarju in med počitnicami ni kaj veliko obiskov. Veliko
počasi, ja, ta, ja. To si počasi ustavimo. Nobenega se nobenega ne drži. Tekmo, eni drugi moramo stati. Pazi, tunir, čekajmo. Ta tunir traja 3 sekunde, tako da če to počekamo, se že lahko stane. Pazi, eno videti. In se že približujemo luči na levi strani. Dvignemo levo nogo. Pazi, luže na desni strani. Dvignemo desno nogo. In tu je, početno. Stop, postaja. Ko se že kaže, pogledamo mi se najprej. In gre pazi najprej fantje zdaj, najprej fantje. Gremo najprej fantje, 3, 4, zdaj. In pripravite se punce, 3, 4, zdaj še punce. Ja pa ne naredite, ko me predograjo. Dobro, prvo bodo to pokazali fantje, fantje damo pokazati puncem, kako to gre. Fantje, štartate. Malo pozikamo in to. Ja, pa ne na novo. Punce, dajmo da razvidimo, gremo. Punce ponovadi to naredijo bolj elegantno. Tako, samo ne na koleno.